Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober večer in dobrodošli v novi sezoni tedenskih izdaj, ki jih tako kot ponavadi tudi tokrat ob sredah pripravljamo na televiziji Celje. V oddajah seveda veliko zanimivih in dobrih gostov, tako kot ste bili že vajeni. Nadaljujemo torej sezone in tole sezono bomo začeli z velikim praznovanjem. 60 let namreč praznuje poklicna gasilska enota Celje in Gasilska zveza Celje in v sklopu tega bodo pripravili tudi ogromno dogodkov, ki bodo obeležili ta visok jubilej. In danes je z nami poveljnik in direktor poklicne gasilske enote Celje, gospod Janko Požežnik. Dober večer. Dober večer. Torej, 60 let, visok jubilej, ki zahteva tudi veliko praznovanja, a ne? Gospod Janko, vi tudi strani poklicne gasilske enote Celje ste pripravili kar nekaj dogodkov, na katere vabite vse, ki jih gasilstvo zanima in kako se je gasilstvo razvijalo v tem času, ne? Ja, 60 let, to je eno lepo obdobje. V teh 60 letih se je veliko spremenilo, seveda na bolje. In tako poklicna gasilska enota z roko v roki z prostovoljnimi kolegi, se pravi gasilci, skupaj tako operativno deluje, kot tudi praznuje skupaj. Lepo, in kako boste praznovali? Ja, največji dogodek bo prav gotovo skupna gasilska vaja prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Ta bo v soboto, 26. ob 10. na mestni občini Celje. Sodelovali bodo torej eni in druge strukture gasilcev, celo helikopter Slovenske vojske. Prikazali bomo gasilsko tehniko in tukaj bo res marsikaj zanimivega za Celjanke in Celjane in druge obiskovalce. No, še kakšen dan prej boste pripravili tudi razstavo znamk, ne? Ste rekli, tudi to je ena redkost. Ja, mislim, da smo prvi, ki smo pripravili razstavo znamk na gasilsko tematiko. Izdali smo tudi svojo znamko in na ta dan bo tudi poštni žig praznovanja 60-letnice poklicne gasilske enote. Ta zadeva se bo odvijala v City centru in veliko ljudi bo lahko si to tudi ogledalo. Tako, se pravi, delate praznovanje z namenom spoznati gasilstvo širši množici ljudi, ne? Konec koncev, gasilci ste tisti prvi, na katere ljudje razmislimo, pomislimo, ko se naredi kakšna nesreča, ne? Pa ne bo to naravna ali katera druga. Ja, gasilci so edina realna sila pri nas, ki pomagajo pravzaprav čisto v vsakem momentu, kadarkoli pride do bodisi naravne nesreče, požara, nesreče z nevarnostjo, prometne nesreče in tako dalje. In zaradi tega je prav, da ljudje spoznajo nas ne samo takrat, ko nas potrebujejo, pač pa tudi kako smo usposobljeni, kako smo opremljeni in zaradi tega upam, da bodo lahko se počutili tudi bolj varne, ko bodo spoznali nas in naše delo. Vam pa nekako z namenom, da vas obiščejo, da pridejo na vse te dogodke, ki jih pripravljate, izkažejo tudi neko spoštovanje in zahvalo za vse delo, ne, ki ste upravljali. No, mi bomo veseli, če bo prišlo čim več obiskovalcev. Rad bi pa povedal, da so pravzaprav naša vrata poklicne gasilske enote odprta vedno. Kadarkoli želi kdo priti na obisk, mu z veseljem pokažemo. Tako veliko otrok z vrtcev in šol pride, pa tudi delovne organizacije in gasilci iz prostovoljnih društev so vedno dobrodošli pri nas. Sploh otrokom iz vrtcev, ne, se mi zdi, ste gasilci še vedno idoli, ne? Vsak bi rad postal gasilec. Kako pa je potem v realnem svetu? Pridejo mladina, pride k vam, kako mogoče, no, se mladina udejstvuje v teh poklicnih gasilskih vodah nasploh? Res je, da smo na nek način idoli otrokom in včasih je čudovito opazovati, ko damo majhnemu otroku iz vrtca na glavo gasilsko čelado. Tako s ponosom, ne, jo nosi. Ponosom jo nosi, ves žari in tudi mi smo zadovoljni. Kadar imamo pa torej razpise, da potrebujemo kakšnega gasilca, pa seveda veliko število zelo dobrih kandidatov pride na razgovor. Odlično. No, dobro, super, naj tako tudi traja. V četrtek pa boste svoje praznovanje sklenili tudi tako, oziroma začeli, da boste Gasilska zveza Celje predstavila monografijo, poklicna gasilska enota Celje pa prav filmček, ki bo predstavil vso to delovanje. No, kot smo na začetku rekli, veliko je teh dogodkov. Četrtek zvečer bo v Osrednji knjižnici Celje predstavitev monografije Gasilske zveze Celje. Tukaj bodo prostovoljci seveda tudi predstavili svojo 60 let dolgo pot. Poklicna gasilska enota pa je naredila filmček, ki prikazuje delo in življenje, opremo
in nasploh delovanje v poklicni gasilski enoti Celje. Res pa je, da bo pa v petek svečana akademija tudi v Narodnem domu, brez te pa seveda pri gasilcih tudi ne gre. Tako. Dobro, midva bova sicer ponudila našim gledalkam, gledalcem na ogled ta filmček, ki ste ga torej pripravljali. Z veseljem si ga bomo ogledali. Gospod Janko Požežnik, vi pa morda še zdajle se zahvalite vsem našim gledalkam, gledalcem oziroma jih povabite, naj praznujejo z vami ta visoki jubilej. Torej, rad bi, da resnično ljudje, obiskovalci, pridete, pogledate naše delo, našo usposobljenost, našo opremo in na ta način boste seveda, prepričan sem, občutili, da niste sami, kadar boste potrebovali pomoč gasilcev. Tako, hvala lepa, vso srečo, iskrene čestitke ob tem visokem jubileju. Gospod Požežnik, zdaj pa predlagam, da si skupaj pogledamo še filmček, ki ste ga torej pripravili. Hvala tudi vam. Poklicni gasilci. To je resnična zgodba o ljudeh, ki so za vas vsak dan pripravljeni tvegati svoje življenje. Prometna nesreča na Tovarniški cesti v Celju. 2 osebni vozili, 1 vozilo na boku, 2 osebi poškodovani. Začetki poklicnega gasilstva na Celjskem segajo v leto 1955, ko so v mestu ob Savinji ob pospešenem industrijskem razvoju začutili potrebo po zanesljivejši požarni zaščiti ljudi in premoženja. Prostovoljno gasilstvo v Celju je bilo sicer dobro razvito, vendar zahtevnim in obsežnim nalogam ni bilo več kos. Okrajni ljudski odbor je 1. maja leta 1955 znotraj prostovoljnega gasilskega društva Celje oblikoval poklicni gasilski vod, ki je pričel s stalnim dežurstvom. Čez leto dni je okrajni ljudski odbor izdal odločbo o ustanovitvi poklicnega gasilskega voda, leta 2007 pa se je iz zavoda dokončno preimenoval v poklicno gasilsko enoto Celje. Za razvoj gasilstva v Celju sta pomembna še 2 mejnika. Med leti 1958 in 1961 je potekala gradnja gasilskega doma na Dečkovi cesti. Poklicni gasilci so se v nov sodoben dom na odlični lokaciji vselili julija leta 1961. Za obdobje med leti 1977 in 1981 pa je značilen tudi obstoj samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom, ki je pomenila obdobje sistemskega financiranja in redne menjave gasilske tehnike. Danes sodi poklicna gasilska enota Celje v 6. kategorijo gasilskih enot. Zaposluje 48 poklicnih gasilcev, ki delajo v 4 izmenah. Operativno delo v zavodu se izvaja v izmenah po ruskem turnusu na 12 ur. Menjava izmen je ob 7. in 19. uri. Celjani se odzivajo na klice na pomoč občanov 14 občin regije, skupaj z enoto Heliosa iz Domžal pa zagotavljajo tudi neprekinjeno dežurstvo v Darsovi bazi na Vranskem za potrebe posredovanja v trojanskih predorih. Enota je v zadnjih letih tako kadrovsko kot organizacijsko zelo napredovala. Izboljšala se je strokovna usposobljenost zaposlenih, vozni park in oprema za posredovanje ob nesrečah. Gasilski dom, zgrajen leta 1961, je enota v zadnjih letih popolnoma obnovila. Na streho je v letu 2010 postavila sončno elektrarno, ogreva pa se s toplotnimi črpalkami zrak-voda. Poklicna gasilska enota Celje skrbi za to, da gasi požare v mestni občini Celje, poleg tega pa še v 13 drugih občinah posredujemo ob nesrečah z nevarnostjo, o prometnih nesrečah
in pa tudi rešujemo ljudi na vodi in iz vode. Na leto imamo več kot 700 intervencij in žal se število intervencij vsako leto dviguje. Celjski poklicni gasilci posredujejo pri približno 150 požarih letno. V preteklem letu sta bila v Celju 2 velika požara. Že pri samem izvozu je že to psihično kar naporna zadeva, ker ne veš, kaj boš videl. Bliže si se že tudi velikokrat vidi, če je kak večji požar že oddaleč, vidiš, da se že dim ali ogenj celo, in veš približno, kaj te čaka. Več kot 200-krat letno celjski gasilci posredujejo tudi pri prometnih nesrečah. Izvoz imamo minuti, je pa res, roji pa marsikaj po glavi. Ne veš, kaj boš videl na mestu intervencije in v času vožnje se tudi malo psihično pripravljaš na samo situacijo, ki jo boš videl. Približno 30-krat na leto gasilci posredujejo pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Jaz pravim, da te more biti strah. Mislim, nobena zadeva ni taka, če ni strah prisoten, po moje lahko gre pač marsikaj narobe. Se pravi, strah je v tej meri, da veš, do kje iti, je pa pol pa tisti strah, ko pa reče, zdaj pa stop, zdaj pa tu več pa ni varno. Te pa mečke nazaj drži. Tole pa je verjetno najsodobnejši vozni park poklicnih gasilcev pri nas. 19 vozil je vrhunsko opremljenih za gašenje in reševanje v najrazličnejših situacijah. Vozni park je v celoti posodobljen v zadnjih 5 letih in obsega hitro specialno gasilsko vozilo, ki omogoča gašenje z vodo, prahom, peno ali ogljikovim dioksidom. 5000-litrsko cisterno za dovoz pitne vode, specialno vozilo za elementarne in težke prometne nesreče z več 1000 kosi različnega orodja in 17-metrsko roko za dvigovanje bremen. Vozilo za hitre tehnične intervencije z orodji za rezanje, vozilo za reševanje pri nesrečah z nevarnimi snovmi, vozilo z 9000 litri vode, ki služi kot spremljevalno vozilo za gašenje požarov, vozilo za manjše intervencije, kot je na primer črpanje vode iz objekta. Tu so še vozilo za prevoz nevarnih snovi, 42-metrska lestev za gašenje požarov in reševanje z nadstropji ter specialno terensko vozilo opremljeno z nosili ali črpalko za gašenje požarov na težko dostopnih terenih. Posebej cenjeno poglavje celjske gasilske enote pa postaja reševanje na vodi. Čeprav je odstotek tovrstnih nesreč nizek, pa imajo tiste redke navadno zelo hude posledice. V ta namen je enota ustanovila, vrhunsko opremila in usposobila potapljaško enoto 16 potapljači. Celotno območje, ki ga pokriva poklicna gasilska enota Celje, celotni GEŠP, je podvržen poplavam, je na poplavnem območju. Če pogledamo to tendenco intervencij v prejšnjih letih, se vsako leto nek procent, 15-20% intervencij se zgodilo na vodi. Ali so to bile poplave, ali pa dejansko ni povezano z poplavami, se je neka nesreča zgodila na vodi in je bila potrebna pomoč potapljačev, da so reševali življenja in premoženje. Ob tem ne gre pozabiti na vsa usposabljanja, ki jih gasilci opravijo v iskanju najboljših možnih oblik posredovanja v vedno bolj zahtevnih nesrečah. Usposabljajo se v enoti, v gasilski šoli na Igu in na terenu. Vrhunska usposobljenost, najmodernejša tehnika in srčnost gasilcev je garancija za varnost ljudi. Gasilci so tiste osebe, ki vedno dejansko čakajo, da se nekaj zgodi in kadarkoli se nekaj zgodi in pokličemo na številko 112, je tam nekdo, ki nam bo pomagal. Vidimo, da vsaki nesreči vse posod gasilci preskočijo na pomoč, čisto za vsako stvar se jih da uporabiti. Vemo pa, da je nekje nekdo, ko bo vedno preskočil na pomoč, če bo treba, vsak trenutek. Se mi zdi, da nekateri se tega ne zavedajo in da jih premalo cenijo, kajti se zavedajo pomen gasilcev šele takrat, ko jih zares potrebujejo. Kot operativna gasilka jim popolnoma zaupam in verjamem v njih. Ob tem ne gre pozabiti na vse preventivne akcije in delavnice z namenom osveščanja o pomenu obstoja gasilstva. Enota znanje z veseljem in vso skrbnostjo prenaša tudi najmlajšim.
Poklicno gasilstvo v Celju seveda izdatno podpira Mestna občina Celje, ki za delovanje zagotovi približno 67% sredstev. 14% prispeva resorno ministrstvo, kar 27% pa gasilci zaslužijo na trgu, s servisiranjem gasilnih dihalnih aparatov, črpalk, z izvajanjem tlačnih preizkusov in popravilom orodja Weber hidravlik. Večinski delež nam prav gotovo zagotavlja Mestna občina Celje, ki ima velik posluh za gasilstvo, tako za poklicno, kot tudi za prostovoljno gasilstvo. Zato smo v Celju gasilci skupaj z roko v roki uspešni. Res pa je, da poklicna gasilska enota Celje velik del sredstev ustvari tudi sama v servisno dejavnostjo. In tudi tukaj se pokaže velika motiviranost gasilcev, kajti vedo, da bomo zaradi tega lahko imeli najboljšo opremo. Iskrene čestitke vsem gasilcem, še posebej seveda tistim, ki so pisali zgodovino, 60-letno zgodovino naše poklicne gasilske enote. Ja, enoto sestavljajo posamezniki in ne smemo pozabiti tudi kakšna posameznica. Namreč v Celju smo znani tudi po tem, da smo imeli prvo poklicno gasilko v Sloveniji. To so ljudje, ki imajo izjemno razvit čut za skupnost, ki so se pripravljeni žrtvovati za skupnost, izpostaviti za reševanje ljudi in premoženja tudi svoje lastno zdravje, neredko tudi lastno življenje. Jaz pričakujem, da bodo tudi v prihodnje delali tako dobro, kot so delali do sedaj. Mi bomo še naprej skrbeli tudi za dobro opremljenost te enote. Pričakujem pa, da bomo v kratkem, upam, da še letos preizkusili tudi najnovejšo pridobitev, to je amfibijsko vozilo. Pravijo, kak te srce vodi, tak se odloči. In mene je srce vodilo do poklicne poti v poklicnem gasilstvu in zato sem se tudi odločil, da postanem poklicni gasilec. Gasilerija ni solo šport, to je skupinska igra. Najlepša vrednota človeka je, da lahko nekomu pomaga. Mislim, da to tudi ljudje znajo ceniti. Moja ekipa je najboljša, skupaj smo najboljši, ker vsi delamo za enega in eden za vse, kot včasih mušketiri. To so torej ljudje, ki so vsak trenutek pripravljeni rešiti vaše življenje. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa nadaljujemo z našo tedensko izdajo. Zdaj bomo na nek način tudi dobrodelni, kot že dobro poznamo to panogo iz dobrih utripov. In kaj vse se bo dogajalo v prihodnjih dneh v zvezi s tem, bomo zdaj povprašali na moji nocojšnji dve gostji. In sicer sta tukaj Jasmina Roter-Jager in pa Brina Romih-Mlakar. Obema in dober večer. Dober večer. Najprej, Jasmina, malo nam povej, kaj vse se bo dogajalo in v organizaciji česa ena dobrodelna zadeva, Ego Fitotripa, je uraden naslov. Kdaj, kaj? Ja, torej v okviru fundacije Utrip humanosti, s katero zdaj že kar nekaj let štipendiramo mlade obolele za rakom, torej dijake in študente, ki so oboleli za to boleznijo iz te naše 0-3 regije. Organiziramo vsako leto kar nekaj teh tradicionalnih dogodkov. Eden večjih festivalov je pa festival Dobri utripi. In v sklopu tega festivala imamo letos prvič, bomo rekla, en tak mal drugačen dogodek, tudi novost bolj za našo okolico. Ne vem, če je bilo že kaj veliko teh podobnih dogodkov. In sicer Stylish Ego Fitotrip. Gre za modno glasbeni spektakel, ki se bo odvijal naslednji četrtek od 6:30 zvečer v parku Novo Celje oziroma pri Megi, tako, za Graščino. Potem pa je drugi del festivala, pa je komedija, monokomedija Zgodovina selfie butla, ki jo igra Perica Jerkovič. Lani smo štartali z njegovo prvo predstavo Rojen v jugi, se je izkazalo za zelo luštno in simpatično, smešno, no letos pa nadaljujemo z njim in sicer v Kulturnem domu Štore, 29. septembra. No, vsako leto, Jasmina, predstavljamo, kakšne je vaše dejavnosti, postojanke, kaj vse počnete. Ta projekt torej za štipendiranje otrok, dijakov obolelim za rakom je eden večjih, uspešnejših tudi, ne? In kako ste mogoče v lanskem letu zbirali sredstva
sredstva, koliko ste jih zbrali, koliko imate, ne vem, v mislih letošnje leto, glede na to, da se časi kar spreminjajo, ne, da je sponzorjev čedalje manj, da je tistih, ki so pripravljeni pomagati, čedalje manj, ali ne, ali se motim? Ne, zelo prav imate. V bistvu zdaj tole mi delamo že, zdaj ne bom narobe rekla, 5-6 let, v glavnem zbrali smo vse skupaj z vsemi dogodki, do sedaj preko 60.000 evrov in jih tudi že razdelili. To pomeni letno, da podelimo nekje med 8 do 15 štipendij. To je seveda odvisno od tega, koliko teh dijakov in študentov se prijavi. Gre pa za nič 3 regijo, ne, Celjsko regijo. Tako, ja, žal, želja je bila tudi večkrat strani posameznikov, ki so nas kontaktirali iz cele Slovenije, ker ta potreba je v bistvu zelo velika. To so grozni stroški, ki jih tovrstne bolezni prinesejo s sabo in bi marsikomu pač po vsej po Sloveniji pomagalo, ne? Ampak žal naše zmožnosti niso bile takšne, da bi šli na nacionalno raven. Ravno zaradi tega, ker je že v lokalni ravni oziroma že v tej regijski ravni je vsako leto težje zbrati in z dogodki, čeprav vse stopnine, vse 100%, kar ljudje prispevajo, gre direktno v sklad. To pomeni, ne krijemo tega stroške je potrebno kriti od strani sponzorjev oziroma z našimi lastnimi sredstvi. Tukaj pa nastane sedaj velik problem. Včasih je bilo dosti lažje, ne vem, sponzorji dobijo dnevno ogromno količino in mailov in klicev in vsega in enostavno pač ni več interesa za podpirati dobrodelnost, razen če koga dobro poznaš. Tako, hvala Bogu, tukaj še potem gre, ne? Ampak vi se trudite, ne? In verjamem, da bo tudi ta trud potem poplačan, ne? Se iz leta v leto. Mi še vztrajamo, ja. Tako še vztrajate in prav je tako. Konec koncev gre za eno dobro stvar, ki se lahko zgodi čisto vsakemu izmed nas, ne? In Brina, kako pomembno je biti fit, ne? In zdrav, se ponavadi res zavemo šele takrat, ne? Ko zbolimo, ko zboli kdo od naših. Zato je tukaj absolutno najboljša preventiva, ne? Brina Rumih-Mlakar, tebe tako poznamo, ne? Kot izvrstno športnico z visokimi dosežki, ne? Tudi in žensko, ki veliko svojega časa posveča športu, ne? Tako profesionalnega kot tudi prostega. Ja, to je res. Športnica že vrsto let, v bistvu zdaj v zadnjih letih sem v prvi vrsti mama, žena, poslovna ženska, da se navežem na to fit stanje. Sem v bistvu, do zdaj moje izkušnje so take, da predvsem ljudje najprej želijo, sploh če se na ženske spet orientiram, najprej želijo biti pač lepe, imeti malo manj kilogramov, bolj izgledati, ne? Ampak to je v nekem začetnem obdobju. Potem je pa problem ta, da ljudje, ko ne poskrbijo za sebe, se dovolj ne gibajo, so v bistvu tiste bolezni, ko pridejo nekje, ne vem, po 30. letu, toliko bolj v ospredju in je res težava ta, da se ljudje, ko je nekaj narobe, ko jih v bistvu zdravnik napoti, da morajo za sebe nekaj narediti, da pač gibanje je v bistvu človeškemu telesu naravno, ne, šele takrat pridejo, ne, in tista, tako ste rekli, preventiva je veliko boljša kot kurativa, ne, ker je res težko potem na neko že bolezensko stanje postaviti diagnozo, pa v bistvu je tudi motivacija mečkan manjša, ne. Težje je, no. Tako da preventiva je v vsakem primeru boljša, pa če pogledamo tako iz čist človeškega stališča, gibanje je prijetno, ne. Če ga v bistvu dlje časa izvajamo, nam telo vedno pozitivno vrača, ne, in to v bistvu sijemo iznotri navzven. To že ni toliko pol tista vizualna podoba, te pač to je pika na i, jaz pravim, ne, vizualni izgled, da pač lepše izgledamo. Ampak tista notranja energija, ko iz nas sije, je pa v bistvu tista pika na i, samo zadovoljstvo, ne, ker danes ni merilo v kilogramih, pa ne vem, v procentu maščobe. Ampak o tem, da se v bistvu v svoji koži dobro počutimo, jaz vedno pravim, telo je edini naš dom, v katerem mi moramo živeti. In zakaj si ga ne naredimo kar najboljšega, najbolj prijetnega, ne, da v bistvu nismo stalno pod nekim stresom, pa pogledaš čokolado, pa ne smeš, pa se bom zredil, pa to. Ni to v bistvu bistvo tega, ne, ampak dosež moraš neko tisto notranje ravnovesje, ne, da v bistvu, jaz rečem, da se v svoji koži najboljš počutiš, ne. Kako se to preprosto sliši, ne? Saj je preprosto, ne, to ni, res je preprosto, ampak je v bistvu tista človeški glavi je treba en premik narediti, ne. Začetki so vedno težki, na vsakem področju, ampak enkrat, ko ti zleze to pod kožo, ko ti zleze v kri, mogoče rabiš kakega motivatorja, kdaj, da te vse na začetku mečkan povleče, ne.
pol si na konju, pol zmagaš, ne. No, super. In če se lahko tule navežem na otroke, naprimer, ne. Jaz v bistvu v zadnjem času, pač jaz imam sama tri take nadobudne malčke, ne. Mi se sicer vse skozi precej gibamo, ne, ampak danes lahko med otroci opazimo čedalje več predebelih dejansko, ne. Jaz vedno tukaj apeliram na starše. Starši smo v bistvu vzor otrokom, ne. In če boš ti nekaj pomigal, če boš ti malo bolj zdravo jedel, v bistvu ti bo otrok sledil, ne. In zdaj imamo v bistvu že zadnje leto, bom jaz rekla, čast delati z dvema puncama z cerebralno paralizo, 12 in 18 let sta stari. Jaz vsem mojim starejšim varovancem povem, da če bi vsak imel 5% volje in motivacije, kot jih imajo ti otroci, ko v bistvu v življenju niso mogli sami hoditi, vedno so bili nekaj jim je bilo, kar je nam samoumevno, je njim bilo odvzeto, koliko se trudijo, enkrat ne zajamrajo, ne, in imamo res, naprimer, zdajle v zadnjem letu so takšni napredki, da v bistvu so osupnali to strokovno vodstvo vse, ker niso v bistvu sploh prej zdravniki pa to predpisovali, ne, neke moči, da morajo v bistvu trenirati moč, ne, in res tukaj vidim še iz te druge plati, koliko je pomembno gibanje, v bistvu, tako sem rekla, telo je eno, skrbimo za njega in v bistvu vsak korak nam bo lažji in lepši. Tako, no, dobro, odlično. Marina, ti si odlična motivatorka, ne, ker včasih se ustavi, ne, tudi ko začnemo, pa imamo veliko voljo, ne, potrebujemo nekoga, ki nas malo. Ja, v bistvu, ko začnemo delati na sebi, ne, neke bolečine so prisotne, ampak jaz vedno pravim, bolečina na način, ko ti čutiš, da se ti telo spreminja na bolje, je pozitivna bolečina, ne, ker ti v bistvu, ko nehaš, ne, pa ko nehaš, te neha boleti. To ni tista bolečina, kot naprimer, ko te boli glava ali pa zob, ko je to neznosno, ko moraš neko tableto ali pa nekaj vzeti, ampak ti delaš nekaj pozitivnega, živiš. Jaz pravim, jaz se čutim, da živim, vse v meni nekaj ščemi in to je akcija. V bistvu to je tista notranja energija, notranji motorji delajo, ne, in če bi vsak v bistvu telo znotraj videl pa poznal, kakšna najbolj zapletena mašina na svetu to je, bi vsak zelo pomislil, kaj da v sebe in kolikokrat se usede pred televizijo, ne, pa namesto, da bi mogoče, ne vem, naredil 20 počepov, šel na en daljši sprehod, se nadihal svežega zraka, zraven seveda vzel družino, otroke, ne, šel na bližnji hrib. Mislim, toliko bolj pozitivnega bi bilo že v naših glavah, ne, se vemo, kako je danes vse splošno stanje, stresi, brez služb, neka gospodarska kriza. Depresije, vse skupaj, ne. Če bi v bistvu vadba nas v bistvu sprošča serotonin, se pravi hormon sreče, ne. Enkrat, ko nekaj zamigaš, v bistvu po vadbi ti je vse tako bolj samoumevno, ne sekiraš se pa v tok, ne. In če bi vsi to izvajali, pa svet bi bil tako lepši, vsi bi se imeli radi, dobesedno, ne, niste zdaj, da olepšujem, ampak je res, ne. Je res tako, možnosti so, ne, treba je samo in vaša prireditev, ne, recimo je le ena izmed takih, ne, ki spodbuja vse skupaj. Tako, hotela sem se navezati na njo, najprej sem, da dopolnim, dejansko, če imaš nekoga, kot je ona, ker jaz sem tudi osebno na svoji koži to izkušala v sklopu tega programa Zdrava in fit, sem šla skozi to preobrazbo z njo in je res lažje, veliko lažje. In iz tega ven vsega, kar je Brina povedala, sem jo v bistvu jaz zato tudi povabila k tem projektu, da smo rekli modne revije, vsi vemo, da se pač prikažejo neke lepa telesa, a ne, že neka lepa moda, ne, smo fit in čudoviti, krasni. In spet slaba volja na strani tistih, ki ne. Ampak do tja je treba priditi, torej, da smo čudoviti, moramo biti prej fit in mičkam bolj zdravo živeti in zato smo rekli, da želimo s to modno revijo, s tem dogodkom prikazati tudi modo vse od tega športnega dela pa do potem tega eleganca, klasika in da tudi mečkam apeliramo na ljudi, sploh, ker se gre tukaj za tematiko bolezni, da pač zdrav način življenja lahko prepreči marsikatero bolezni in to bo tudi en tako vodni del tega dogodka.
na katerem bojo pa seveda tudi ostala znana imena, no, poleg Brine sodeluje pri, kar se tiče tem modnem delu, tudi Peter Thaler, tukaj domačin iz Celja. Ja, drugače pa bodo njune kreacije oziroma njuno modo nosila znana slovenska modna imena, Iris Mulej, pa Sabina Remer, Nataša Pinoza, Katarina Jurkovič, pa zdaj aktualna ravnokar izbrana Miss Slovenije, pa tudi Miss Earth Slovenije in pa tudi aktualni mistri Slovenije. No, Mister Slovenije ima Matjaž Lesjak, tako da tudi za ženske bo kaj za pogledati. Za frizure in make-up bosta poskrbela Gašper Sedminek in pa Urška Sedminek, tam še je tudi zelo poznana umetnika na tem področju. Tako. Vodil pa bo tole prireditev in poskrbel za, bom rekla, tisto piko na i, Boštjan Romih, aktualni... Tudi domačin, ne, v bistvu. Tudi domačin, aktualni voditelj, zdaj spet nove oddaje Gostilna išče šefa. In pa za glasbeni del bodo poskrbeli gosti oziroma sodelujoči v pretekli oddaji Znan obraz ima svoj glas. Te je seveda v naše goste pripeljala Žana, ker je Žana tudi domačinka, naša ambasadorka, tako kot tudi Iris Mulej in pač kar nekaj teh znanih imen. No, v glavnem Žana je v tem sklicala to svojo zabavno in prijetno ekipo in so seveda z največjim veseljem privolili, da pridejo poskrbeče za ta glasbeni del. Super. Pa tudi rokometaši pivovarne Laško oziroma Celje bodo tukaj. Ja, so tudi naši ambasadori. Tako da hočem povedati to, da bo veliko znanih imen, da je prireditev res bogato in pestro zasnovana z dobrim programom. Pa da kljub temu, da nastopajo sami domačini, ni namenjena samo domačinom, ampak vsem širše. Ne, namenjena je dejansko res vsem generacijam, tistim, ki so zelo v modi ali tistim, ki jih moda samo daleč zanima in pa tisti, ki jih moda mogoče niti sploh ne zanima, ker bo to tudi na neke vrste zabaven dogodek. Katerokoli, bom rekla, sredino bomo povabili, pa naj vedo, da gre vse, kar bodo prispevali v dobrodelne namene za naše mlade obolele za rakom. Seveda povejva še, Jasmina, kakšna je vstopnina, kaj za to vstopnino torej dobijo, smo nekaj že povedali, ne, pester, bogat program. Tako, tudi v bistvu nekaj prigrizkov in pa kakšen kozarček spada v to kotizacijo. S tem, da moram tako reči, nimamo ravno vstopnine. Tudi ta kotizacija, se pravičujem, tudi dobrodelna vstopnina, ali kako ne rečem, dobrodelni prispevek se bo pobiral bolj prostovoljno. To pomeni, zaželjeno je prispevati nekje okrog 15 evrov, nimamo pa fiksno. Torej, če kdo ne zmore, lahko manj, če kdo želi več, lahko več. Ne želimo, bom rekla, določiti enega zneska, ne? Bi pa želeli, da bi se vsi, ki se želijo udeležiti dogodka, no, vsaj po večini, da bi se mogoče pa predprijavili, da malo okvirno lahko planiramo, koliko gostov bo. Predprijavijo se lahko na info@l-n.si ali pa na 041 657 605. Če pa bodo kar tisti dan se odločili in prišli, pa tudi ne bo popolnoma nič narobe, v glavnem res srčno vabljeni. Seveda na oba dogodka. Tako, najprej torej četrtek, 24. septembra ob 18:30 se začne modno-glasbeni spektakel v parku Novo Celje, torej pred Graščino oziroma za Graščino, ne. Potem pa v torek 29. septembra pa potem predpremiera monokomedije. To je pa drugi dogodek, ki pa je dejansko povezan s tem in tudi na njem gre za dobrodelni pristop. Tako, to je samo drugi del v bistvu festivala, da poskrbimo še malo za naše trebušne mišice in smeh in spet hormon sreče. Je pa v Kulturnem domu Štore, vstopnice lahko kupijo prek nas oziroma na istih podatkih, ki sem jih prej dala kontaktnih, dobijo več informacij in seveda prav tako vabljeni, zopet v celoti doniramo v štipendijski sklad. Tako, odlično. Hvala lepa obema. Morda za konec, no, še našim gledalkam, gledalcem povabilo, naj pridejo na dogodek. Jasmina, morda s tvoje strani, Brina, s tvoje, da te lahko pocukajo za rokav, pa kdo kaj vpraša, ne, kako začeti in ne, kako torej doseči tisti zdrav in fit življenjski slog, ki pomaga predvsem prebroditi kakšen stres, ki ga pa tako ali tako danes skoraj da preveč. Tako, kar izvolite. Ja, lepo vabimo vse
mlade, starejše, vseh let, vseh generacij iz cele Slovenije, da pridejo, se nam pridružijo na res odličnih in kvalitetnih dogodkih in nam tako pomagajo, nas podprejo in donirajo za štipendijski sklad za mlade obolele za rakom. In še jaz na dogodku, če imate kakršnokoli vprašanje, me pocukajte za rokav, rade volje pomagam, priskočim na pomoč, tako da vljudno vabljeni. Tako, Jasmina Roter-Jager, Brina Romih-Mlakar, hvala lepa obema za obisk v našem studiu. Sem prepričana, da se še vidimo sploh seveda na dogodku. Veliko sreče, veliko ljudi, čim manj bolnih, ne, ampak čim več takih, ki bodo pomagali, ko pa človek res boli in pride do tiste točke, ko potrebuje tudi pomoč. Seveda pa Brina, ne, kot si omenila, najprej je treba poskrbeti zase, preventiva je tista najbolj pomembna. Tako, hvala lepa obema in srečno. Hvala lepa, lahko noč. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa spet k modni reviji. Nedavno so modni spektakel pripravili tudi v City centru Celje. Tam je bila kolegica Špela Kumer. Kaj je pripravila, pa si poglejmo torej v reportaži. Petkov večer je bil rezerviran za 2 modna shoda. Najprej smo si ogledali trende poslovne mode, takoj zatem pa še najpomembnejše novosti mode za šport in prosti čas. Kljub prihajajočim hladnejšim dnem bodo trgovske police dobro založene tudi s trenutno priljubljenimi fluorescentnimi in zemeljskimi odtenki. Bolj umirjene barve, vendarle pa kljub temu poleg črne, sive in bele barve najdemo precej teh zemeljskih tonov, rjave, bordo rdeče, rdečo, močno rdečo, tako da jaz mislim, da bo za vsak okus nekaj se našlo. Sobotno dopoldne so popestrili mladi manekenke in manekeni, ki so suvereno predstavili hite otroške jesenske mode. Ko se je zunaj spustila že noč, pa sta sledili še 2 atraktivni reviji z vrhunskimi slovenskimi modeli, ki smo jih videli v športni in poslovni modi. Jaz sem vsako leto navdušena nad novo, ampak res pa je stvar potem tistega, kaj se ti prime, kaj res potem z veseljem oblečeš ali pa mogoče malo z rezervo vzameš za naslednjo leto. Moda mi je zanimiva, taka nosljiva, igriva. Upoštevam vedno, ker sem v takem poklicu, da moram. Nekatere modne navdušenke oziroma navdušenci so po revijah že hiteli po nakupih za novo kolekcijo. Spet drugi prisegajo, da se je treba nakupov lotiti premišljeno. Ponavadi kar zamenjam, kakor se le da, v bistvu, kakor so pač proračuni, ampak se pa včasih najde tudi kak kos, ko te spremlja tudi v naslednje leta. To verjetno ne, ker ponovadi ne grem takoj, malo prespim oziroma ko kaj rabim, pa grem iskat. Verjamem, da se pozna, verjamem pa tudi, da se ljudje gredo potem te zadeve pogledati. Takšne so tudi naše izkušnje in pravzaprav ravno zaradi tega tudi naredimo modne revije, zato da pokažemo ljudem, katere kose je možno med sabo kombinirati in odziv je več kot odličen. Oblečeni v najboljše modne znamke po najnovejših smernicah, nam preostane le še skrb za celostno podobo. Ogromno je spetih frizur, kit, še zmeraj predih irokezice, pri moških pa enako, v bistvu dejansko ob strani postriženo, pobrito in potem tudi ta irokezica. To je veljalo za letošnjo leto, zdaj bomo pa videli, kaj se bo dogajalo v novi sezoni. Trend je v bistvu, bom rekla, 1/3 vsega. 1/3 gledamo vedno na obliko obraza, 1/3 na kvaliteto, recimo pri nas na lase ali pa mogoče v šiviljstvo na postavo in potem 1/3 je tisto, kar lahko res daš tudi tisto modno smernice zraven. Medtem pa v City centru že potekajo intenzivne priprave na prednovoletni čas. Ja, dogodkov bo kar nekaj, se pravim, ta božično-novoletni čas, potem v oktobru bo teden otroka, tudi takrat bomo pripravili prireditve, tako da tudi oktober ne bo ostal brez. Sred novembra se pa pravzaprav ta božično-novoletni čas pa že tudi začne in bo 1, 2, 3 se obrnemo in bomo že kupovali darila za božič in novo leto. Še več, prazen koledar so v City centru za prihodnjo pomlad že povsem zapolnili. Ker v marcu praznujemo 10. obletnico in za takšno obletnico se seveda razume, da je treba v bistvu priprave narediti že dosti prej, tako da smo mi pravzaprav že zakorakali, kar se tiče planiranja čisto v 2016. Ta teden v Tuševih dnevih poceni nakupov ne zamudite. Piščančja bedra, le 2,12 € za kilogram.
Tuš, vaš slovenski trgovec. Dve energiji, vsaka zase odlični. Ako se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje. V Tuševi Superboom nagradni igri z nakupi Superboom izdelkov sodelujete v žrebanju za kaktus. In to ne kar en kaktus, ampak Citroen C4 kaktus in še vrsto odličnih nagrad. Tuš. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tako danes smo praznovali z gasilci, pa vas povabili na dobrodelno modno revijo oziroma modni spektakel. No, zdaj pa vas bomo povabili tudi v Plesni val. Gre za šolo z izjemno dolgo tradicijo, z uspešno tradicijo, z dobrimi rezultati, tudi nekaj z državnih tekmovanj, ki se je zaključilo v mesecu juniju. Vsem tem in še o marsičem bomo govorili danes z vodjo ekipe Plesnega vala, Boštjanom Špilerjem. Boštjan, dober večer, živjo. Od lanskega leta, ko smo vas gostili, se je verjetno v Plesnem valu zgodilo kar nekaj, če ne drugega, se je začela nova plesna sezona. Novo šolsko leto je tukaj in s tem verjetno tudi polne vaše plesne dvorane. Tako. Lansko sezono smo zaključili z državnim prvenstvom, bili smo zelo uspešni, moramo se pohvaliti. V Celje smo pripeljali 13 medalj iz državnega prvenstva, od tega 3 naslove državnega prvaka, 7 naslovov državnih podprvakov in pa 3 bronaste medalje. Ogromno. Zaključek sezone je bil absolutno uspešen, je bilo nadaljevanje neke zgodbe o uspehu, ki se vleče še naprej. V septembru nas čaka še par mednarodnih tekmovanj, tako da bomo držali pesti. Super. Se pa je začela tudi nova sezona, torej Boštjan, najprej mogoče greva od tistih najmlajših dalje. Sicer se je začelo šolsko leto, ampak Plesni val ni namenjen samo otrokom, ki že obiskujejo šolo, ampak tudi predšolskim otrokom. Tako, v bistvu v okviru plesne šole deluje en kup skupin, upisujemo otroke od 3. leta naprej. Za predšolsko populacijo so programi plesnega vrtca, v katere povabimo najmlajše od 3. do 5. leta starosti, in v Celju, in v Šentjurju, in v Žalcu. Medtem ko šolski otroci pa so potem vabljeni v naše hit programe, rekreativne programe, ki potekajo enkrat tedensko, iz katerih potem črpamo tiste najboljše za selekcijo pionirskih, mladinskih in pa članskih tekmovalnih skupin. Jih spremljate torej non-stop in potem seveda pogledate, iz koga bi se še dalo recimo narediti kakšnega prvaka. Lepo. Katere programe pa imate, na primer Boštjan, ali pa kateri so najbolj polni? Zaenkrat so zelo v trendu programi hip-hopa in pa street dansa, kjer super delata naša trenerja Miha Poznič in pa Tjaša Leban. Zelo smo zadovoljni s programom show dance, jazz in pa disco, kjer delata Boštjan Pavček, Veronika Kac in pa Sara Medja. Tako da ti programi so zaenkrat zelo polni. Poleg teh tekmovalnih programov pa so absolutno polni, tudi se zelo dobro dela, tudi v pripravljalnici, se pravi hit programu, kjer se uvajajo ti najmlajši plesalci v te neke specifične plesne stile. Tako. Kje lahko še izvemo več informacij o Plesnem valu? Vse informacije lahko spremljate na naši spletni strani www.plesnival.si, na naši Facebook strani, lahko si pogledate posnetke na našem YouTube kanalu, tako da informacije en kup. En kup, tako izgovora skoraj da ni. Čeprav mogoče, če začneva pri najmlajših ali pa tudi pri starejših, ki bi se radi naučili plesati, pa razmišljaš, ne vem, za kater ples sem jaz, pa raje potem sploh ne bom, ker mi bo tam nerodno. Ampak, Boštjan, treba je povedati, da kamorkoli se udeleženci pridejo, v katerikoli vaš program jih spremljate, pa morda, če vidite, da bi nekdo bil mogoče, pa bi mu bolj ležal kakšen drug tip plesa, mu svetujete, ne? Ni tako, da bi zdaj na silo nekaj šlo. Tako, svetujemo. Je pa tu, bom rekel tako, ena razlika med samimi programi plesne šole in pa samimi programi plesnega kluba. Klub je pač en del plesne šole, en del cele zgodbe Plesnega vala, v katerem se ukvarjamo zgolj z tekmovanji, se pravi z modernimi tekmovalnimi plesi. Medtem ko v plesni šoli pa je en kup raznoraznih programov, se pravi učenja. V plesni šoli je v bistvu
koncept dela narejen na ta način, da se naučimo plesati. Ja. Ko se naučimo plesati, pa če nam ples pomeni majčken več, se pravi, se tu pokaže želja in pri otrocih in pri odraslih, po nadaljevanju, po nadgrajevanju tega pa se potem v bistvu lahko odločijo, da se pridružijo klubu. In plesni klub dosega ogromne rezultate. Tako. Pa nam malo pove o tem samem državnem prvenstvu, ki se je torej zaključil, povedal si kakšne odlične medalje, visoka priznanja so prinesli plesalke, plesalci v Celje. Kje je bilo to tekmovanje? Kakšno je bilo to točno? Konkretno državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih je potekalo od 21. do 28. junija v Medvodah. Iz Celja, konkretno iz Plesnega vala, se je državnega prvenstva udeležilo približno 100 tekmovalcev, starih od 7 let naprej, se pravi, tekmovali smo v otroški, prej še pionirski kategoriji, v mladinski in pa članski kategoriji. Članska je absolutno prestižna. Odplesali smo 45 tekmovalnih točk v kategorijah v 5 disciplinah, v kategorijah jazz, disco, street, electric boogie, hip-hop, tako da... Z ogromno zastopanimi programi, ne? Ste sodelovali na tem državnem prvenstvu. Omeniti moram te naše državne prvake, se pravi, prvo mesto je osvojil Kristjan Treglav v svoji street show solo članski točki, potem v paru z Vaneso Krenker sta prav tako postala državna prvaka v street duo, in pa državne prvakinje letos prvič so bile tudi Vita Mutec in pa Nija Blažan v kategoriji disko pari mladinci. Preko tega državnega prvenstva pa so potem v bistvu vsi najbolje uvrščeni plesalci dobili tudi možnost sodelovanja v slovenski reprezentanci, ki jo čakajo to jesen in pa v začetku zime par zanimivih tekem. Naši plesalci bodo šli najprej septembra, konec septembra, na svetovno prvenstvo v street dance showu na Češko. To moram omeniti, naša skupina The Pharaohs pod vodstvom Mihe Pozniča brani naslov aktualnih svetovnih prvakov, tako da držimo pesti, da nam uspe ponoviti lanski uspeh. Držati naslov, ne? Tako. Potem naslednja tekma, ki se jo nameravamo udeležiti, je svetovno prvenstvo v hip-hopu. Letos polna zasedba, udeležili se jo bojo trije članski solisti, otroška mala skupina Fierce, članska mala skupina Connection, članska velika formacija Force, tako da odpotujemo v zasedbi skoraj 50 plesalcev v Rimini. Za zaključek letošnjega leta, ne toliko sezone kot leta, nas pa čaka še decembra tekma v jazzu, svetovno prvenstvo v jazzu na Poljskem, kamor tudi potujemo z polno ekipo. Se pravi, vas do konca leta čaka ogromno dela, pa šele zaštartali ste takole. Odlično, poleg seveda vseh programov v plesni šoli, torej tudi plesni klub absolutno zelo polno zaseden. In prav tako, vse konec koncev, mora biti gužva, da se potem dosežejo odlični rezultati. Treniranje je kar ena tista glavna specifika vaše plesne šole. Všeč nam je, da počasi tudi v Celju ples dobiva nek prav pomen, da ples dobiva to podobo, veljavo resnega športa, športa, v katerem se da poleg luštne rekreacije dosegati tudi zelo simpatične rezultate. Tako da ja. Super. Vam želimo obilo uspehov, absolutno vas bomo spremljali, tudi tako kot do zdaj. Plesni val konec koncev je ena uspešna zgodba o uspehu plesnih tradicij v Celju, kar je treba seveda še posebno poudariti. To je družinsko podjetje, lahko rečemo, že skoraj da pri vas gre iz roda v rod. In prav je seveda, da se to tudi nadaljuje. Boštjan, hvala lepa za danes. Absolutno čestitamo še enkrat za vse uspehe na državnem prvenstvu. Želimo veliko uspehov tudi na nadaljnih prvenstvih, tudi izven naših meja, kot si omenil, greste zdaj kar malo dlje iz Slovenije in pridi k nam spet povedati, kakšne uspehe ste dosegli kmalu v naš studio, velja? Hvala lepa in srečno. Srečno.
Mi pa torej bomo počasi odplesali in smo tudi priplesali do konca današnje prve tedenske izdaje v novi sezoni. Le še zadnja rubrika nas čaka, tudi tokrat imamo v naši družbi upravno enoto Celje in tudi tokrat v reportaži pozdravljam načelnika upravne enote Celje, Damjana Vrečka. Kdaj, v kakšnem roku in s katerimi prilogami je potrebno vložiti prošnjo za dovoljenje za javno prireditev? Zakon o javnih zbiranjih določa, da je v primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, potrebno na predpisanem obrazcu vložiti prošnjo za dovolitev javne prireditve pri pristojni upravni enoti, in sicer najmanj 10 dni pred dnevom prireditve. Za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avtomotošportu na javni cesti in druge javne prireditve, ki predstavljajo izredno uporabo ceste in potekajo na območju 2 ali več upravnih enot, pa mora organizator vložiti vlogo najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. Vlogo za izdajo dovoljenja poda pri pristojni upravni enoti organizator prireditve v naslednjih primerih. Za prireditev na javni cesti, če gre za izredno uporabo ceste, nadalje za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige, nadalje za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj, kot je kurjenje, sežiganje predmetov, uporaba bakel, oziroma predmeti, to so pirotehnični izdelki, ki niso v prosti prodaji, orožje in drugi nevarni predmeti, ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi, ali premoženje, recimo vozila, zrakoplovi, naprave za zabavo, vrtiljaki, zabaviščni vlaki, večji začasni objekti, odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori in podobno, stroji za prireditev, posebej izdelane ali prirejene priprave, posebna dvigala, vlečnice in podobno ali druge naprave. Nadalje za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev. Nadalje za prireditev na, v, ob vodi, kjer obstaja nevarnost utopitve. In za prireditve z zbiranjem živali, kot so razstave, tekmovanja, ocenjevanja, cirkusi in tako dalje. Organizator mora prošnji za dovolitev javne prireditve priložiti različne priloge glede na naravo in vrsto javne prireditve. To je dokazilo, da je o prireditvi, ki jo organizira, obvestil lokalno skupnost, se pravi občino, kjer bo prireditev potekala. Priložiti je potrebno kopijo dopisa, potrdilo o dani pošiljki in podobno. Soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora, najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje. Nadalje dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom pristojne lokalne skupnosti, če se bojo uporabljale naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Podrobneje si lahko to uredbo pogledate v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 118/2005. Nadalje je potrebno priložiti podrobnejšo opredelitev programa, kraj, čas trajanja in tako dalje. Nadalje načrt varovanja, število rediteljev, njihovo razmestitev po prireditvenem prostoru z morebitnim opisom kritičnih mest
ter ukrepe za varovanje življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, premoženja, preprečitev ogrožanja varnosti javnega prometa, varovanje okolja, kadar so ti ukrepi glede na naravo prireditve potrebni ali pa jih zahtevajo drugi predpisi. Nadalje, dovoljenje za zaporo ceste. Od občine, Direkcije za ceste, s prometno-tehnično dokumentacijo, začasne prometne ureditve, kadar je zaradi prireditve treba omejiti, preusmeriti ali prepovedati cestni promet, ko se organizira tekmovalno športno prireditev v kolesarstvu ali avtomoto športu na cesti. Priložiti je potrebno tudi dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav, naprimer listina o skladnosti, različne ateste ali varni uporabi predmetov, naprimer elaborat izvedbe ognjemeta, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženja. In druga dokazila o varni izvedbi, elaborat o izvedbi ognjemeta, ognjemet na prireditvi, dovoljenje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, če gre za prireditev na vodi in tako dalje. Nadalje dokazilo o zagotovitvi nujne medicinske pomoči oziroma zdravstvenega varstva, kjer je navedeno število zdravstvenega osebja, ki bo prisotno na prireditvi, kakšno opremo bodo uporabljali, kje bodo postavljeni in tako dalje. In dokazilo o zagotovitvi požarnega varstva, če gre za nevarnost izbruha požara, eksplozije in podobno, na podlagi izdelanega požarnega načrta oziroma elaborata, v katerem je navedeno število gasilcev, njihova postavitev in oprema. Posebej bi želel poudariti, da je potrebno upoštevati povedane roke, kajti ti roki so prekluzivni, kar pomeni, da jih ni možno ne podaljševati in ne skrajševati. Za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditev se plača upravna taksa v skupni višini 22,66 evra. V katerih primerih ni potrebno prijaviti javne prireditve? Če zakon o javnih zbiranjih ne določa drugače, ni potrebno prijaviti prireditev, ki jih organizirajo. Prvič, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, posamezniki, kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih. Drugič, državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje lastne dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti. Tretjič, študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. Organizator prireditve v teh primerih je dolžan zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih določa 25. in 27. člen Zakona o javnih prireditvah. Dovoljenje za organiziranje javne prireditve ni potrebno, tudi če se bo prireditve udeležilo manj kot 3000 udeležencev, če se na prireditvi ne bo uporabljal odprt ogenj, kot je kres, ognjemet, če na prireditvi ne bodo postavljeni začasni objekti večjih konstrukcij, to se pravi večji odri s streho ali šotori, oziroma predmeti in naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi, oziroma premoženje, in če prireditev ne bo potekala na cesti ter v, na
in ob vodi. Thank you.